je drugi sklop teh nalog, ki se pojavljajo, in sicer gre za fonemske variante nekaterih glasov. Se pravi, navadno morate recimo konkretno, to je naloga iz maturitetne pole jesenskega roka 2019, se mi zdi, ko se mora recimo obkrožiti črke, pred katerimi se pojavljajo oziroma kjer stoji polglasnik. Ali pa recimo takrat, ko morate zapisati izgovor posameznih črk ali besed v oglatem oklepaju. Se pravi, zdaj bomo torej govorili o tem, kako zapisati različne variante v ta izgovor. In še enkrat, ko pišete izgovor v ta oglati oklepaj, morate uporabljati torej znake za ozki E, ozki O, široki E, široki O, ne pozabite tudi na polglasnik in pa na nekatere druge glasove, ki tudi ponavadi povzročajo težave. In še enkrat, ko boste pisali izgovor v oglat oklepaj, ne pišite prve besede z veliko začetnico. Se pravi, z malo začetnico, torej vse z malimi začetnicami pišite v podatek o izglasu, o izgovoru. Tako, zdaj največ težav seveda nam včasih povzroči polglasnik, to pa zaradi tega, ker je v bistvu vključen oziroma del zborne knjižne izreke in ga nekatera narečja, recimo moje štajersko, sploh včasih ne zaznamo, ne prepoznamo. Kje se zdaj pojavlja ta polglasnik? Če imate težave s prepoznavanjem polglasnika, kje ga zdaj najti? Polglasnik se navadno, torej najpogosteje, pojavlja pri samostalnikih moškega spola, ki se končajo na ek ali na ec. In kako vemo, da gre za polglasnik in da ni to navaden E? Takrat, ko pri sklanjanju onemi oziroma izgine. Torej, če imamo deček, rodilnik dečka, tega polglasnika ni več. Potem recimo polglasnik se večkrat vrine tudi pri tvorjenju pridevnikov med dva soglasnika, recimo pismo, pisemski. To pa zato, ta polglasnik se vrine zato, ker bi bil v nasprotnem primeru, če ga ne bi bilo, ta sklop oziroma beseda zelo, zelo težko izgovorljiva. Se pravi, bi mogli reči pismeski. Skratka, ne moremo izgovoriti, zato pride vmes polglasnik. Enako recimo se velikokrat pri sklanjanju vrine, če imamo recimo okno v ednini in potem rodilnik množine, recimo okn, se zopet vrine not, ker ne moremo izgovoriti samo okn. Skratka, pomaga nam pri izgovoru. In pri teh treh prvih alinejah oziroma teh treh prvih krožčih je polglasnik zapisan z E-jem. Ni pa nujno. Polglasnik se včasih vrine tudi pred črko R in takrat ga ne zapišemo z E-jem. Torej recimo prt, vrt, smrt. Potem imamo recimo tudi primer zvrst, ni z v ERST, ampak zvrst. Se pravi, ali nastopa kot E ali pa se vrine pred R. Potem nekaj težav imamo tudi recimo z zapisovanjem V-ja. Zdaj V lahko mi izgovarjamo na različne načine in sicer glede na to, pred katerimi glasovi stoji. Zato si bomo najprej pogledali, kako so razporejeni glasovi v slovenskem knjižnem jeziku. Se pravi, najprej ločimo med samoglasniki, torej A, E, I, O, U, polglasnik, široki O, O in široki E, E. Na drugi strani pa imamo soglasnike in glede na to, kako mi tvorimo glasove, ločimo soglasnike na zvočnike in nezvočnike. Kako si zapomnimo, kateri glasovi so zvočniki? Zapomnimo si besedo mlinarjev in iz te besede odstranimo samoglasnike in tako dobimo vse črke, ki so torej zvočniki. In nezvočnike pa delimo na zveneče, nezveneče, zopet glede na to, kako jih izgovarjamo in kako zvenijo. Nezveneče prepoznamo tako, da si enostavno zapomnimo stavek ta suhi škapec pušča, odstranimo vse samoglasnike in dobimo vse črke torej, glasove, ki so nezveneči, nezvočniki, in potem kot zveneči nam pa potem ostanejo še vsi ostali, torej B, D, Z, Ž, Đ in G. In to bo zelo pomembno v nadaljevanju, ko bomo videli, torej, kdaj ta V stoji kot normalen V ali kot ta U ali kot dvojni V. Zdaj, tukaj, kot vidite, torej, ko piše pred V, med V in K, pred zvenečimi K, imate tudi tu spodaj legendo. V je samoglasnik ali vokal, K pa konsonant oziroma soglasnik. Jaz sem pač to skrajšala, da ne bi bilo preveč besedila na drsnici. Kratka, navadni V mi izgovarjamo vedno pred samoglasniki. Primer, veter. Ok, V stoji pred samoglasnikom E in ga zapišemo kot navadni V. Potem je ta dvoustnični, torej, ki se izgovarja kot V, in ta V stoji med samoglasnikom in soglasnikom. Če pogledamo na primeru,
avto. Ne rečemo avto, ampak avto. In ta U je med samoglasnikom in med soglasnikom. Ta U, dvoustnični, pa se potem prikaže tudi na koncu, oziroma ga izgovarjamo na koncu besede, recimo kriv. Ne rečemo, da je en kriv, ampak je kriv, se pravi torej na koncu besede. Potem imamo ta ustnični, ki se izgovarja kot, zelo podobno kot ta dvoustnični, torej in ga zapišemo kot dvojni V. Ta se vedno izgovarja pred zvenečimi soglasniki, torej pred temi zvenečimi soglasniki, primer je vzeti. Se pravi, ok, ta V stoji pred zvenečim Z-jem, zato ga moram zapisati kot dvojni V. Stoji pa tudi vedno na koncu besede za zvočnikom, se pravi za M, N, R, L, J in V. Zato recimo baru, ok, V je v tem primeru stoji pred R-jem, ki je zvočnik, zato ga zapišem z dvojnim V-jem. Lahko pa se izgovarja tudi zopet ta ustnični čisto malo drugače in ta stoji pred nezvenečimi soglasniki, torej pred vsemi temi. Zato, če boste videli, da V stoji pred recimo nezvenečim nezvočnikom C, potem ga morate zapisati kot obrnjen, torej ta dvojni V obrnjen navzdol. To govorimo, se pravi, o izgovoru. Zlasti V vidimo kot na 4 različne načine lahko V izgovarjamo. Potem sta pa tukaj še L in N. Zdaj imamo seveda ta tako imenovani navadni L. Lahko se L izgovarja kot Lj, in sicer takrat, če imate na koncu besede L in J, takrat se vedno izgovarja kot Lj, se pravi L pa malo J zraven in to označimo s tole črtico gor, to je mehki L. Ali pa kot dvoustnični, ki pa se izgovarja pri moško-spolskih deležnikih L. To pomeni, se pravi, oseba samostalnik moškega spola, ki pač nekaj dela. Recimo, ne rečemo, da je bral knjigo ali da je gledal nanizanko, ampak da je bral, gledal, ni videl, ampak je videl. In to je ta dvoustnični V. In tudi N, se pravi, N je lahko kot navadni, recimo noga, če pa se N pojavi na koncu besede in stoji skupaj z J-jem, recimo K-O-N-J, pa je ta N mehki in zato izgovarjamo torej kon. Torej, to so polglasnik V, L in N. Naj bodo tisti glasovi, ki se jih mogoče posebej pogledajte, ko boste recimo zapisovali izgovor.